Hvala lepa. Glede stanovanjske politike in naših stanovanj moram tukaj povedati, da smo mi v primerjavi z občino Selnica, ki ima res število stanovanj prešteto na prste ene roke, zelo bogati za tem fondom. Mi imamo cirka 100 stanovanj, socialnih stanovanj, kjer živijo torej naše družine, za katera stanovanja tudi izredno skrbimo in bomo seveda tudi v prihodnje. Vkolikor si naši občani torej najamejo profitno stanovanje, imamo tudi subvencije stanovanj. Tako da jaz ne bi to enoznačno povezovala in govorila o neskrbi za socialno šibke, kot ste to vi. Povedati pa moram, da se obračajo na nas ljudje, ki živijo v teh stanovanjih in imajo interes po nakupu teh stanovanj. Morda ne čisto vseh teh, ker nisem jaz šla preverjati, ampak skozi leto se na nas obračajo, da želijo ta stanovanja kupiti. In v vsakem primeru bi stanovanja bila ponujena zgolj tem, ki živijo v teh stanovanjih. Tako da drugim sploh nimamo namena stanovanja prodajati, kajti veste, kako se naša stanovanja prodajajo. Prodajajo se na javni dražbi in takrat, ko bi bil izkazan interes teh posameznikov. Vkolikor pa vi smatrate, da ti posamezniki torej naj ne bi kupili teh stanovanj v prihodnje, pa lahko zagotovo v drugem branju ta stanovanja tudi izločimo iz tega plana razpolaganja. Hvala lepa. Gospod Ajd. Pa vse to, kar je bilo zdaj tukaj izpostavljeno, je bilo seveda tudi že na odboru, na katerem si sedel in mislim, da je bilo kar nekaj stvari tudi razloženih, zato mi je zanimivo, da se ta vprašanja, ki smo jih že nekako izpostavili in predebatirali, ponovno pojavljajo. Še enkrat ponavljam, glede stanovanj, glede socialnih stanovanj, prodala bi se zgolj tistim družinam, ki so izkazali interes in živijo v teh stanovanjih.
Vkolikor pa svetniki smatrate, da si te družine, torej stanovanja, v katerem živijo, naj ne bi privoščile, potem bomo seveda to absolutno umaknili. Kar zadeva vabila in poziva vseh svetniških skupin, da do 15.1. predložijo svoje predloge za proračun. Mi je zelo žal, da vaša svetniška skupina tega predloga ni zaznala, drugi so. Tako da bom pa seveda v bodoče bolj pozorna in zelo na veliko napisala v naslovu zadeve, za kaj gre. Kar zadeva torej parkirišča pri Ribiški, to smo že razložili, da gre za Nigradovo gramoznico, kjer bi umestili razlivno polje za protipoplavne ukrepe. Kar zadeva Areha, imamo torej v proračunu za leto 2023 projektno dokumentacijo za rušitev torej črno grajenih stavb, katere smo podedovali, in torej torej projektno dokumentacijo za nove stavbe. Gre za gostinsko-servisne objekte, ki nam jih seveda na Arehu manjka, tudi WC-je, ki jih bi bilo v redu zagotoviti. Upravljanje tega objekta imamo namreč javni zavod, ki se ukvarja s športom in turizmom, imamo možnost oddajati objekte v najem, ampak če smatrate, da je nesmiselnost torej postavitve teh objektov na Arehu, vi ste torej občinski svetniki, se boste odločili, da torej vržemo zadeve iz proračuna, in se pač to pomeni tudi nekako stagnacija razvoja samega področja Areha. Kaj še bilo? Vprašanje še bo delovanja. Delovanje dveh javnih zavodov. Jaz sem na problematiko financ in pa naraščanje stroškov opozarjala. Sem bila za to, da je ustanovljen zgolj en javni zavod z različnimi dejavnostmi. Občinski svet občine Ruše je potrdil torej nov javni zavod, tudi predlagal je to takratni občinski svet. Se bo pa naredila zdaj po poročilih seveda analiza, iz katere se bo videlo, kaj pomenijo torej stroški dveh javnih zavodov z dejavnostjo in seveda enega javnega zavoda v preteklosti. To ni zdaj v redu. Izvoli. Zaključni računi. Zaključnih računov še pa ni. Tako da boste dobili analizo, mogoče damo to pod pobude, točka 7, pa dobite potem odgovore na vprašanja, ne? Še eno vprašanje bo z vrtovi. Vrtovi? Razumeli. To pa nisem razumela, ne vem, mogoče Tanja? Ne. Da se prodajajo vrtovi. Ja, Jernej je vprašal o vrtovi. Konkretno ne razumemo vprašanja. 353-3 To niso samo vrtovi, to je območje OPPN Jamnikova, se pravi S8 v Rušah, kjer je predvidena pozidava. To pa mislim, ja, no, se razlagam, da gre to za območje stavbnih zemljišč. Po namenski rabi gre za... To je projekt, ki ga je občina peljala. Razumemo in poznamo zadevo, ampak gre za stavbna zemljišča v okviru OPPN-ja, ki ga imamo trenutno v
v spreminjanju, o čemer je odločil prejšnji občinski svet. Gospa Bojana Muršič, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj tako je, Socialni demokrati smo pristopili in smo do 15. januarja podali naše želje oziroma del našega programa. Sicer bom rekla, program je širši, je 4-letni. Bom pa tako rekla, da sem pričakovala, da bomo nekako se usedli skupaj, slišali tudi predloge drugih svetniških skupin, kajti jaz ne vem, kaj so vaši predlogi, kaj so predlogi SDS, kaj so predlogi ZAJA, kaj so predlogi svetniške skupine 2x2 in ostalih, da se nekako potem dogovorimo, začrtamo neke plane za leto oziroma za mandatno obdobje 2022-2026. Tako da tu moram reči, da sem bila kar malce razočarana, ko smo dobili kar osnutek proračuna na mizo in potem so bili sklicani odbori, z županjo smo o tem tudi potem govorile, na kar ste potem sklicali sestanek, ki ga pa izredno pozdravljam. Žal se ga nisem pač mogla iz takšnih in drugačnih razlogov pač udeležiti. Vkolikor bodo v primernih terminih sklicani, seveda se bom tega z veseljem udeležila. Glede kot svetnica Socialnih demokratov si pač želim, da bi nam bili že končno enkrat predstavljeni kratkoročni cilji, ki jih občina zastavljala, in tudi dolgoročni. Čeprav mi bo Boštjan hitro rekel, kratkoročni cilji pa tudi dolgoročni so v NRP-ju. Tudi to absolutno drži, ampak jaz si želim še nekaj več, kajti smo tukaj vsi skupaj zelo, zelo različni. In vem, da v politiki je vedno, da je pač potrebno tudi korak stopiti nazaj, tako da bi pač pričakovala več tega našega skupnega pogovarjanja. Res je bilo na odboru za javne finance, bom rekla, kar dolga razprava, dobili smo kar nekaj odgovorov, veliko stvari ostalo odprtih, na nekatera so že bila danes izpostavljena, pa se bom dotaknila tudi teh stanovanj, o katerih smo govorili v prejšnjem mandatu na odboru za javne finance 2018, želeli smo imeti strategijo, želeli smo vedeti, katera stanovanja imamo, koliko stanovanj imamo, v kakšnem stanju so stanovanja, bil pripravljen se strani občinske uprave osnutek, vendar nadaljevanja tega dokumenta ni bilo. Tako da tu jaz moram reči, da se pridružujem mnenju svetnika gospoda Kneza, ki je pač opozoril na problematiko stanovanj, to je bilo tudi izpostavljeno na odboru za gospodarstvo, mislim za javne finance ponovno. Ampak kaj je največja agonija? V samem tem predlogu, ki ga ste dali kot prilogo, ki pač mora biti v skladu z vsemi zakonskimi določili, je skupna vrednost, orientacijska vrednost prodaje nepremičnin v višini 1 849 700. V samem dokumentu, s katerim pa mi razpolagamo, so pa prihodki od prodaje stanovanj v višini 40 000 evrov. To se pravi, to je približno nekaj eno stanovanje. Tako da jaz res tukaj pričakujem, da v nadaljevanju priprave proračuna se bodo ti zneski nekako uskladili oziroma zneski in katera stanovanja so sploh realno možna, da bodo sploh šla v prodajo oziroma kjer se pač izraža interes. Potem bom rekla, Socialni demokrati smo zagovarjali oziroma zagovarjamo, da se bi 1% dohodnine namenil za participatorni proračun. Žal tega jaz v tem dokumentu ne vidim. Če se motim, me boste popravili in tu nam je res, ker kajti potem bi lahko tako Krajevni odbor Bistrica ob Dravi, Ruše, Osnovnik, pa tudi Bezena, v bistvu zastavil neke svoje cilje, ki bi jih lahko potem tudi nekako lažje izpeljali. Kajti za tistimi sredstvi, ki smo jih namenjali v preteklem mandatu za participatorni proračun, projekti, včasih se nam je to zgodilo, da je bilo absolutno premalo oziroma je bil prevelik interes, ali pa smo delali zgolj kozmetične popravke od namizne tehniške table, potem urejanja raznih otroških igrišč, kar se absolutno pozdravlja, vendar to so take čisto, bom rekla, majhne stvari, ki bi jih lahko tudi še nadgradili. Potem, če mi dovolite, absolutno investicije v gasilstvo, absolutno so za podpreti, ampak bi pričakovala, da bi na sestanku županja rekla,
Sedaj imamo v planu 2022-2026 ta gasilska društva bodo, koliko bomo dali. Temu in temu in temu. In bi imeli cilj kratkoročni oziroma malce dolgoročnega, pa bi vsi vedeli, pri čem smo. Potem bom se dotaknila tudi Areha, tega gostinskega objekta, da se razumemo. Socialni demokrati in mislim, da tudi vsi svetniki, ki smo tukaj, si ne želimo stagnacije razvoja turizma. Moja želja je, da bi se turizem razširil. Zdaj mogoče, tako da tukaj bom tudi dala pobudo, sem se ravno kar napisala, da se razmisli o morebitni vzpostavitvi ponovnega razmišljanja o podaljšanju proge Zoisovca. Če že ne zaradi česa drugega, tukaj bi lahko vzpostavili ponovno letni turizem, zimski turizem. Mi vemo, da je v bistvu ta stran Pohorja izjemno, bom rekla, ugodna in tu bi bilo mogoče res odpreti ponovno tista, bom rekla, razmišljanja v tej smeri. Objekta Areh, ja, absolutno bi bil za podpret, se pravi, mi sicer imamo v proračunu v letošnjem letu zgolj in samo 20.000, v prihodnjem letu 150.000. Kaj to pomeni? Iščemo rešitve. Če bomo mi to oddali v najem, se sprašujem, v kolikšnem času se bo ta investicija nam povrnila, seveda za najemnino definitivno ne. Zato predlagam tukaj kakšno javno-zasebno partnerstvo ali pa kakšno drugo obliko. Tu se bi dala rešitev, pa ne rabi na takšen način stagnirati Pohorj. Zasledila sem v NRP-ju tudi, sicer ne, v letu 2023, 2024 večji znesek, v letu 2023 1000 evrov, v letu 2024 200.000 za maločastilno napravo. Jaz osebno ne vem, za kakšen namen. Ali se bo v bistvu, imamo to namenjeno za gradnjo oziroma za povečanje kapacitet pri gradnji hotela ali kaj, v bistvu teh informacij nimamo. Tega se danes mi ne bi rabili tukaj pogovarjati, če bi bil ta sestanek. Potem, zdaj glede trga, zakaj samo omenjam, se trudim, da bom uspela zaključiti v teh dobrih 7 minutah. Imam še sicer željo tudi o revitalizaciji 185 let stare stavbe na Glažuci. V bistvu to smo leta 2000, mislim, da je to bilo 12, in 10 let je ta stavba že stoji, v bistvu smo takrat streho prenovili, ostala zadeva je ostala v takšnem stanju, kot je. Tukaj mislim, da bi morali razmišljati, da naredimo en korak naprej in to stavbo ali prodamo, ali jo pa nekako obnovimo in damo vsebino in življenje. Pa se še bom samo zgolj na kratko dotaknila vrtca Ruše. V prejšnjem mandatu je bilo potrjeno, da bomo delali prizide v vrtcu. Bolje jaz gledam to lokacijo, bolje jaz razmišljam o dolgoročni strategiji. Mi si končno že, ali pa Ruše si končno zaslužijo nov vrtec. Če mene vprašate, zaradi tega, ker moramo gledati na investicije tako dolgoročno. Kajti ne vemo, kaj se bo zgodilo, oziroma jaz sicer še nisem dobila podatkov, kakšen je trend rojstev v Rušah, ampak kljub temu, stavba, ki stoji na trenutni lokaciji, je izjemno otesnjena. Zmanjkuje zunanjih površin, zdaj seveda urejamo ta parkirišča, seveda tudi tam, kar se je zdaj zgodilo v zadnjem obdobju preteklega leta, da nam je bilo pač odvzeto tisto zemljišče, je bilo potrebno zamakniti, ponovno odvzeti otroška igrišča, nam ne more biti ponos. Ker jaz mislim, da ravnatelj šole in ravnateljica vrtca morate razmišljati o čim več gibalnih aktivnosti otrok v naravnem okolju. Ja, bom kar zaključila. Tako da veliko stvari je odprtih in res si želim, da bi našli skupni konsens, kar verjamem, da bo lahko, in naredimo dobro naprej. Bilo je sicer govor v uvodu tudi, da se povečuje sredstva za društva. Ja, ta sredstva se pri nekaterih društvih povečujejo za nekaj procentov, pri nekaterih malce več procentov. Seveda društva dihajo nekatere ravno na škrge, ker v bistvu zdaj financiranje ni, vsi si želimo. Tudi v primeru, da se bo karkoli danes zgodilo, v roku 7 dni se lahko pripravi nov osnutek proračuna. Absolutno smo pripravljeni na pogovor, da se sedimo skupaj, najdemo skupne rešitve in na koncu proračun lahko imamo zelo hitro, oziroma še vedno v velikih
razumljivih rokih potrjeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar zadeva same priprave proračuna, mislim, da je bilo v uvodu že tudi povedano, na kak način se je proračun pripravljal. Se pravi, do 15.1. ste bili pozvani, da pošljete predloge pripombe za torej proračun. Na to so se odzvale pravočasno 3 svetniške skupine. Predlogi so torej upoštevani, čeprav ste dali predloge kar za verjetno 4-letno mandatno obdobje. Cilj je seveda bil, da se dobimo še pred samo sejo proračuna, kajti predlog proračuna vedno pripravi župan in so potem še uskladitve. Kot veste, se proračun sprejema malo drugače kot ostali odloki in imamo tukaj 30-dnevno razpravo, v kateri se potem sam proračun še uskladi. In to je bil tudi namen tega sestanka, da torej razjasnimo vse tisto, kar je še odprto, kar ni jasno, in da se že torej pripravljamo na torej tisti 30-dnevni rok, ko bomo pa se ponovno nekajkrat dobili in pripravili uskladitve proračuna, da bo šel v drugem branju proračun torej skozi. Kar zadeva posameznih postavk, ki so bile izpostavljene, dohodnine imamo cirka 4.700.000, tako da smo približno na 1% participativnega proračuna, ki ga imamo v višini 40.000. Sam objekt na Arehu je torej predviden v letošnjem letu za pridobivanje projektne dokumentacije za rušitev in torej novo zasnovo objekta, kar imamo tudi v sami idejni zasnovi, ki smo jo dali izdelati, mislim, da v preteklem letu in je bila seveda tudi objavljena in bo tudi v skladu s tem projektna dokumentacija pripravljena. Lahko se potem odločimo seveda tudi za javno-zasebno partnerstvo, lahko se odločimo za prodajo zemljišča, ampak v tem letu govorimo o proračunu 23, imamo, mislim, da 20.000 evrov za sam projekt. Kar zadeva čistilne naprave na Arehu, verjetno ste videli, da vsako leto imamo planirana neka sredstva za morebitno nadgradnjo čistilne naprave, vkolikor bi torej do te nadgradnje moralo priti zaradi hotela Areh. Tako da tudi v naslednjem letu imamo predvideno 200.000 evrov, če se ne motim, in seveda vkolikor ne bo hotel torej vzpostavljen in začel obratovati, ne bomo šli v širitev čistilne naprave. Glažuta, ta predlog seveda bo upoštevan, ne v letošnjem proračunu, ampak jaz sem tudi za to, da gremo v projekt in da torej to zadevo uredimo. Sam vrtec, tukaj, jaz ne vem, mi smo porabili za projektno dokumentacijo 44.000 evrov, projekt je bil potrjen, skupaj gradbeno dovoljenje bo pridobljeno zdaj, je čisto v zadnji fazi. Projekt je bil izdelan skupaj z vodstvom šole, v skladu z torej zahtevanimi normativi, tako da projekt se mora nadaljevati, glede na to, da je že bil v preteklosti potrjen, vkolikor pa bo potrebna še kakšna širitev vrtca, pa absolutno na drugi lokaciji. Društva so financiranja v skladu z njihovimi aktivnostmi, govorim pa o sumi, ki je predvidena v proračunu za obdobje, za torej leto 23. Kar pa zadeva gasilcev, pa torej 4-5-letnega plana, pa bo tudi lahko med prvim in drugim branjem, se seveda to tudi predstavi in kako rečemo tudi na to temo. Mislim, da je bilo to. Laura?
Hvala lepa. Komunalno opremljanje zemljišč, to bo ta Barbara pa Saša. Mostovi bo Anton. Polnilnice za vozila Saša. Informiranje bo strošek v drugem branju nekoliko nižji, glede stanovanjske politike in smo že tudi rekli. Ja, to je to. Saša, Barbara, Anton. Mislim, da ni. Anton Most, procent realizacije do danes. Hvala lepa. Jaz bi še samo šla nazaj glede sprejemanja proračuna. Lovro, še tukaj odgovor. Vse to, kar je danes bilo povedano, seveda se potem tudi da kot predlog v drugo obravnavo proračuna in 30 dni, saj vemo, da se sprejema proračun drugače kot ostali odloki. Ravno teh 30 dni je čas za uskladitve. Ne? Tako da se vse te korekcije proračuna, vključno z razpolaganjem stvarnim premoženjem, z programom razpolaganja, delajo v teh 30 dneh. In to je drugačen način sprejemanja proračuna, pa to verjetno ti kot nekaj mandatni svetnik že tudi veš. Še kdo razpravlja? Vesna? Ne bom dolga, skozi se ljubimo okoli tega, kako se sprejema proračun. Slišali smo to že, mislim, da 6-krat, 7-krat smo to povedali. Poskušam še enkrat javno povedati, kaj smo želeli. Želeli smo, da bi to gradivo, ki je danes tukaj pred nami, se pravi, preden je šlo kamorkoli v javnost,
bi bilo usklajeno z nami vsaj 99%. Jaz upam, da smo si tukaj na jasne. In to je en sestanek, to je mogoče 4 ure dela. To je zelo, zelo malo truda. Pa bi danes bili vsi tukaj zadovoljni, ne pa da smo zaskrbljeni, zato ker imamo noter načrt o ravnanju s stvarnim premoženjem občine, pa ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ali naj dvignemo roko, zato ker je noter 34 stanovanj, ki je namenjeno dejansko za prodajo, kjer so noter tudi urbani vrtovi, pa pozivamo ljudi k samoskrbi, ali naj dvignemo roko, kjer imamo noter tudi obračališče in bi naj tam šla stara trasa. Zaradi tega smo zaskrbljeni. Ne bom se ponavljala o samih stanovanjih in vseh stvarih, se strinjam z svojimi prihodnjimi. Hočem povedati, zakaj smo zaskrbljeni. Ker ko so pa enkrat te stvari sprejete, jaz ne želim biti ena izmed tistih, ki bom rekla, ne, takrat pa nisem vedela. In zato toliko pozivam, dajte nam slikovno gradivo in sem hvaležna, da ste nam ga dali. Hočem vam pa povedati, recimo primer dobre prakse, ne to, da je to modro, ali pa, jaz mislim, da je to zelo priporočljivo, da ti, tako kot je občina Selnica, nima tako lepega tega načrta, ni barvno, je pa zelo jasno napisan. Prodali bomo 3 stanovanja, 3 najemniki imajo tam pogodbo sklenjeno za nedoločen čas in izrazili so interes, da bodo to kupili. Če bi jaz imela to pod vsakim vprašanjem, pod vsako parcelo, pod vsakim stanovanjem to napisano, jaz ne bi imela danes težav. In te stvari so tiste, ki nam manjkajo. Bi pa še samo eno vprašanje, to me pa res zanima, in sicer, ker sem zelo podrobno brala, mogoče včasih ne bi smela, ampak na strani 61 je podana in sicer obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 421 izdelava prostorskih aktov, kjer je zapisano, da so sredstva namenjena pripravi okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje, postopku priprava OPN2, spremembe in dopolnitve. Sredstva na postavki so namenjene tudi pripravi strokovnih podlag in občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Ruše faza 1, vključno z okoljskim poročilom, vkolikor bo to potrebno. In sicer zakaj to izpostavljam? Mi vemo, da stara trasa okoljskega poročila ne potrebuje. In me zanima, ali je to namenjeno, se pravi, trasi 2, ki je že v prejšnjih, se pravi, v prejšnjem mandatu, dvignila toliko prahu med samimi občani. In želim, prosim za odkrit odgovor. Hvala. Hvala lepa. Vse to, kar je bilo povedano, da se usedemo in razjasnimo glede posameznih zadev, je čas 30 dni med prvim in drugim branjem. Zato smo danes tukaj, pred nami je predlog proračuna, govorimo o predlogu proračuna in pred nami 30 dni javne razprave, v kateri se takšne zadeve, vkolikor niso smiselne, izločijo. Temu je namenjena javna razprava. Kar zadeva postavke glede 421, prosim, Barbara. Lep pozdrav z moje strani. Torej, res je, za varianto 1 smo dobili, ko smo začeli pripravljati OPPN, odločbo, da CPVO ni potreben. Za varianto 2 smo prejeli odločbo, da je potreben. Mi trenutno ne nadaljujemo z pripravo OPPN-ja, nadaljujemo oziroma delamo pa na OPN-ju, spremembe in dopolnitve 2, ki ima zaenkrat še zmeraj obe trasi v svojem predlogu. Mi pridobivamo sklep o ustreznosti okoljskega poročila. Po pridobitvi tega sklepa prihajamo z OPN-jem v prvo obravnavo. Ne moramo si namreč privoščiti, da 8 let pač, oziroma da nadaljnji čas še namenimo temu, da bomo z postopkom bom rekla, v taki poziciji, da se ne premaknemo z mrtve točke. Enkrat se pač treba odločiti. Delamo na tem, da se preveri ustreznost obstoječih strokovnih podlag za obe varianti, ki bodo tudi javno razgrnjeni. Z OPPN-jem pa od februarja lani stojimo na tistem mestu, na katerem so končali. Upam, da je bilo to dovolj jasno. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Janez?
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz pa pri pregledu tega našega predloga proračuna vidim, da vseeno nismo tako daleč narazen, da danes ne bi mogli tega potrditi v prvem branju. In potem je pa res na nas naslednjih 30 dni, da se vsedemo, uskladimo in maksimalno napišemo proračun za drugo branje tako, da bomo na koncu vsi zadovoljni. 100% zadovoljni sigurno ne bomo vsi, ampak z moje strani bom jaz danes ta predlog vsekakor podprl. Hvala. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Gospod Slavko. Naši listi plan za ruše smo tudi predelali gradivo, v glavnem videli smo, da je dosti pozitivnih zadev. Ja, vse skupaj prvo lepo pozdrav, vse svetnike, vse goste. Naša lista plan za ruše je dosti bila prisotna pri teh zadevah, pregledali smo zadevo, vidimo, da dosti velikih razlik nimamo med vsemi nami svetniki. Res je, tudi mi se z nekimi določenimi stvarmi ne strinjamo, ampak tako se je začelo zdaj, da se dobivamo, da imamo sestanke. Upam, da bomo do drugega branja res uskladili mnenja, pa da se bo od vsakega nekaj tistega pozitivnega vzelo ven, kaj pač ne bomo podprli, da se ga izloči. Pripravljeni smo sodelovati s vsemi, podprli bomo vse, kaj bo noter, da bo za občane dobro in to bi bilo z naše strani, bomo podprli ta predlog zdaj. Hvala lepa. Tu je še nekdo želel razpravljati. Gospod Marko Zim. Gospod Županja, v decembru, prvem ali pa mogoče drugem, sestanku, smo se takrat dogovorili, da bomo takrat skupaj že začeli snovati ta proračun. Če bi to res bilo, da bi se tega držali, danes tu ne bi bilo slabe volje oziroma nekih zadev, ki bi ostajajo v zraku. Obenem dajem pobudo, da ne bi ponavljamo zopet vseh, da se mogoče že jutri sestanemo, začnemo ta korak delati, pa ga bomo mogoče v dnevu ali v dveh ali v treh naredili, da bo tu končno vse manj strok. Hvala lepa. Točno tako se je proračun tudi delal. Bili ste pozvani, pred vami je pa danes predlog. Dobenega usklajevanja, dobenega sestanka, za dobeno zgodbo se nič ne ve in skupaj imenovati vseh teh je, mogoče je bil kdo na kakšnem sestanku, mi pa sigurno ne. Usklajevanje je pa potem v 30 dneh, tako je mišljeno. Način sprejemanja proračuna. Usklajevanje pa v prvem branju, da zagovorimo. To pa je predlog zdaj tukaj pred nami. Na osnovi tega, kar ste mi posredovali. Če ni več razprave, potem... Ja, izvoli. Jaz bi se pridružil že temu, kar je bilo povedano, predvsem izhodišča tega, da dejansko bi pričakovali, pa tudi kot je že Vesna povedala, če ne drugega, vsaj nekaj odgovor na predloge tiste, ki smo jih dali. Zakaj o tem govorim? Če pogledamo prihodkovno stran proračuna, je 4,7 milijona iz dohodnin, vsi prispevamo tukaj, ki delamo, 1 milijon iz davka za nepremičnin in pa 800,000 iz NUSZ iz podjetij. Se pravi, mi smo vsi tisti, ki v ta proračun denar prispevamo. Če se že pogovarjamo o tem, čigav je ta denar. Glede na to, da vsi prispevamo, jaz mislim, da je najbolj pošteno, pa najbolj odgovorno, da smo zelo konkretni pri tem, kaj želimo narediti, kdaj želimo narediti, na kak način bo ta denar trošil. In to je, bom rekel, tista rdeča nit vsega, kar tukaj v bistvu zdaj razpravljamo, tudi na odborih pred tem in tudi mogoče že leta pred vsem tem. Zaradi tega, ker dostikrat vidimo, ja, nekaj nam ni uspelo, pa je 500 milijona nekje tam odletelo, ali pa ne vem, v roku nismo zaključili, pa smo izgubili sofinanciranje države pri ključnih projektih, kot je odvajanje in čiščenje odpadnih vod in tako naprej. Hkrati s tem, kot sem že prej podal, ključnih izzivov, ki jih imamo, se mi zdi predvsem na področju gospodarstva in pa turizma, kar smo tudi že danes slišali, ne nagovarjamo. V naših predlogih, ki smo jih podali noter, je predvsem bilo to, da se čim prej lotimo področja TDR, da se čim prej lotimo OPN-a v smislu tega, da pridemo do nekih rešitev. Danes vidimo, da imamo
da zadeve stojijo zaradi famozne obvoznice in očitno bo še nekaj časa naprej. Potem smo predlagali med drugim tudi, ko se pogovarjamo o Arehu, zdaj se pravimo, da bomo tam gradili ene objekte. Med predlogom je tudi bilo, da se celostno pogleda pa pripravi strategija razvoja Areha. Tudi zelo konkretni projekti imamo na področju Areha, in sicer Trail Park, ki se lahko priključi razpisu, ki ga je že Marprom pridobil za gradnjo nove sedežnice, kot vemo, da bo v doglednem času tudi ta sedežnica šla v izgradnjo, pri kateri je pogoj tudi letna dejavnost. Lahko pač pustimo nekomu drugemu, da to delamo, lahko pa sodelujemo. Tu so tudi neka sofinancerska sredstva zagotovljena. Mi imamo že en tak projekt v bistvu pripravljen in večkrat je že bila pobuda dana na občini, ki pa je trenutno ostala neoslišana. Hkrati s tem, z dražitvijo hrane in vsega ostalega se pogovarjamo o samoskrbi, a vrte prodajamo. Kmetijska zadruga Ruše in pa kmetje naši, nobene spodbude ni nikjer, tukaj noto niti omenjen, ni noben v proračunu, v smislu ne z imenom, ampak s tem, da bomo na tem področju, če ne drugega, vsaj delali in malo gledali naprej in delali na razvoju, ne samo zato, da denar trošimo, zato, da, bom rekel, tisti osnovne funkcije občine izvajamo, ker največ je trenutno tega tukaj noter. Se pravi, da nam manjka neka vizija, ki pa jaz mislim, da glede na to, da vsi to nekaj plačujemo, bi morala biti tudi usklajena, tako kot je bilo že večkrat omenjeno. Hkrati s tem tudi programov za mlade, ali pa bom rekel vsaj nekaj, da nagovarjamo to skupino, tudi nikjer ne vidimo noter, pa so bile pobude podane na ta temo. Predvsem pa, konec koncev, če se vprašamo, oziroma vsak od nas ima, zakaj pa en določen predlog ni bil sprejet, če si ga predlagal iz programa svojega, zastopaš svoje volivce in odgovornost imaš do vseh. Tega odgovora noben od nas ne dobi. In namen enega takega usklajevalnega sestanka bi bil mogoče, če ne drugega to, eni bi mogoče bili sprejemljivi, ali pa bi rekli, super, mogoče kaj drugega bolj nujnega, pa odstopimo trenutno od tega predloga, pa bomo v prihodnosti nekaj takega delali. In to bi bila, bom rekel, neka prava razprava na to temo. Zaradi tega se tudi izogibam teh golih številk, ker gole številke so vedno v službi vizije in pa tega, kar si skupaj želimo tukaj narediti. Če se pogovarjamo o društvih, ker vidim, da je tu dosti predstavnikov društev, vse skupaj, če sem prav pogledal, je nekje 500 000 za društva skupaj z investicijo v gasilski avto na Smolniku. To je 5%, slabih 5% proračuna. Nas skrbi tistih drugih 95%. Spornega, kar se društvo tiče, nikoli ni bilo nič in noben ne bo, noben ne imel denarja. Pa še ena stvar je tukaj, ker konec koncev razpisi, po katerih se delijo sredstva društvom, bi lahko bliže objavljeni. Zato ne rabiš imeti sprejetega proračuna, zato da razpis objaviš. Pa pač štataš na lanski denar, pa če se kaj več zraven ponudi, še en razpis napiše, ko bo sprejet proračun. Tudi s časovno s tem nič ne zamujamo. To, ko bi rekel tako neko razpravo o obrazložitev glasov, zakaj pač ne podpiram v prvem branju proračuna, ker bi pričakoval, da je zdaj že tukaj, so če ne drugega, vse neki osnovni odgovori ali pa uskladitev narejena. Zakaj? Zaradi tega, ker je spet očitno še nimamo dovolj zaupanja med sabo vzpostavljenega, glede na preteklo dogajanje, da bi lahko v naslednjem branju proračuna dali svoje predloge, ki bodo zavrnjeni in potem dobili v drugo branje in bomo ponovili popolnoma isto debato, kot imamo danes tukaj, ki je konec koncev, mislim, da tudi, če bi se malo boljše dogovorili, ne bi rabili imeti. Za konec bi pa še ena dva vprašanja dal, in sicer eno vprašanje je to, ali so razpisi pripravljeni in objavljeni. Druga stvar je, kar se tiče zadolževanja, tam je napisanih 1 200 000 noter, pa mogoče malo čist samo želel vedeti, kaj točno noter spada v tisti del zadolževanja, oziroma kaj bomo s tistimi financami. Hvala. Hvala lepa. Meni je zelo žal, da se zopet ponavljamo v odgovorih, glede na to, da smo ravno v tem tednu imeli sestanek s svetniškimi skupinami, na katerem pa nisi bil prisotni. In tam so bili tudi podani odgovori, torej za vsako svetniško skupino, kaj je predlagala in kaj je umeščeno v proračun, kaj ti predlagali ste brez prioritet komplet programe za 4-letni mandat. In dogovorili smo se, da seveda se med prvim in drugim branjem potem postavijo tudi prioritete, torej kaj je tisto, kar pa vi smatrate in je vaša želja, da gre v proračun za leto 2023.
in potem za leto 24 in potem za leto 25. To je bil dogovor na našem sestanku v tem tednu in mi je žal, da nisi bil prisoten. Kaj je bilo vprašanje? Razpisi. Razpisi za društva so v večini že pripravljeni, določene zadeve so že objavljene, ne pa še vse. Recimo šport je odvisen tudi od sprejetja letnega programa športa, ki pa ga ne moremo sprejeti brez sprejetega proračuna. Tako da mi z razpisi ne bomo zamujali v primerjavi s sprejemanjem proračuna. Tako da društva bodo kakor hitro možno, ko bo seveda proračun sprejet, tudi financirana. Zadolževanje še? Zadolževanje, saj občina se lahko zadolžuje na dolgi rok samo za investicijski del proračuna, torej pride v tem primeru upoštevajo večji projekti, to pa zagotovo v letu 2024 področje odvajanja očiščenja sladkih vod, kar je vodooskrba. To je ta milijon prispevkov. Hvala lepa. Še kdo razpravlja? Če ne, potem zapiram razpravo. Lahko. 2 minuti, prosim. Hvala lepa. Veliko je bilo povedano na dan danes. Vprašanje pa je, ali je dovolj zaupanja ali ne, da to sprejemamo v prvem branju in pa v kolikšni meri je nestrinjanje strani določene svetniške skupine ali strinjanje s tem, kar nam ta dokument ponuja. 2x2 smo mnenja, da je usklajevanje potrebno opraviti, preden gre ven dokument v javnost. Pred prvim branjem, torej mi počnemo predloge, pridemo na občino, gledamo, kaj se da umestiti, kaj se ne da umestiti, ne pa da je usklajevanje 2 dni pred sejo občinskega sveta in po obravnavi gradiva na delovnih telesih. Če bo v prihodnje tako pozdravljam, jaz mislim, da bomo imeli dejansko 18 rok tukaj za danes, pa 2x2. Hvala. Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Barbara, Jert? Ja. Torej, pri obrazložitvi glasu bi se seveda prvič dotaknila tega, da si delo v svetniški skupini porazdelimo, tako da ne morete pričakovati, da bomo vedno vsi prisotni, enkrat eden, enkrat drugi, mogoče da tudi vsi. Do 15. januarja smo podali naše predloge, informacije, kaj je bilo vključeno in kaj ne, in informacije splošno v zvezi z proračunom so nam bile podane pred 2 dnevoma, torej od 15. januarja do 2 dni nazaj. Ker se pač ne strinjamo z določenimi postavkami, ki so ključne, in tudi ne z prodajo stanovanj, kajti v primeru, da se pa najde družina ali se zgodi karkoli, kjer bi pa ta stanovanja nujno potrebovali, torej ali je to družina ali posameznik rušen v stiski, pa mi teh stanovanj nimamo. Minus 39 stanovanj manj v občini je ogromno število. Jaz verjamem, da nekateri imajo interes kupiti, pa teh mogoče 10-15 živijo v revnih razmerah, v skromnih razmerah. Če pa imajo denar, da stanovanje kupijo, pa seveda jim želim vso srečo, da se to tudi zgodi in bomo stali za tem, da bomo to tudi omogočali. Ker pa je tukaj v tem proračunu toliko ali če mogoče, potem pa na koncu slišimo, ja, saj so svetniki potrdili, se mi zdi bistvenega pomena, da se enkrat res pred prvim branjem uskladimo. Pa če je to v 90% bomo naredili zelo veliko, in potem tudi jaz kot svetnica Združene akcije ne bom imela nobene težave dvigniti roko gor pri proračunu in ga potrditi. Tukaj državne pa lepa. Hvala lepa. Še kdo? Obrazložitev glasu? Gospod Knez. Takole bom rekel, danes smo slišali kar neko argumentirano razpravo glede vsega tega. Najbolj tam je pa se super zmotilo, pa pri tem vztrajanju
da niste slišali našega poziva že takrat, ko smo se začeli dogovarjati, da bomo se sedli skupaj in začeli govoriti o proračunu. Vedno poslušamo stvari, zdaj je čas, zdaj je 30 dni časa. Prej tega časa ni bilo. Tako kot je že moja kolegica Vesna povedala, bili so pozivi, to je maksimalno 4-5 ur dela in jaz tudi verjamem, da je bil ta proračun danes pred nami popolnoma drugačen, usklajen. Ne pa zdaj, da poslušamo to, da neki svetniki ne vejo, kaj so postavke, drugi ne vejo, kaj so vizije samega občinskega vodstva. Sam pa bom tudi rekel, da nimam nekega hudega zaupanja, da se ta stanovanja, ki sem jih že danes izpostavil, ne bodo prodala v nekem paketu nekem investitorju, če pride. Pa tudi zaradi vseh drugih stvari, ki smo danes slišali, glede predvsem gostinskega lokala gradnje na Arehu, glede prodaje urbanih vrtov, govoriti o neki samooskrbi, potem pa prodajati to zemljišče neki stanovanjski gradnji je malo arogantno, se meni zdi. In ja, kaj ne rečem, gre pa tudi verjetno za finančne interese. Zdaj o tem ne bom sodil, ampak to si bom pač vsak slikal samo stvari, ker ta cena, ki je zapisana ob tej postavki, je smešno nizka za takšno zemljišče. Tako da se jaz zdaj v tem primeru ne bom postavil na stran teh, ki bodo proračun podprli. Bi pa hkrati pozval, da čim prej se vodstvo občine in svetniki sedemo skupaj, pripravimo predloge, določimo prioritete in gremo na občinski svet usklajeni in z 18 rokami potrdimo proračun. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Jurše? Glede na vse povedano, se pridružujem temu mnenju. V svetniški skupini smo sedeli pri proračunu in skoraj ni bilo postavke, pri kateri ne bi imeli debate oziroma pomislekov, terjala bi neko obrazložitev oziroma smo imeli boljši predlog, kakorkoli. Pogrešali smo ravno to, kar že poudarjamo že nekaj časa, kar smo poudarjali pred predlogom prvega proračuna, da se želimo vse, da se želimo uskladiti, da bo proračun potem tudi sprejet in da bo takšen, da se ga vsi želimo. Zato potem prvi predlog bomo že to zapisali. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Danilo Švikar? Moje osebno mnenje je, da bom potrdil predlog proračuna. Proračun je bil narejen v skladu z vsemi normativi, pravčasno je bil narejen. Možnost vključevanja proračuna so imeli vsi, to smo imeli tudi mi, zato nekih izgovorov, da ni bilo možnosti, ne podpiram. In pa tudi sami argumenti, kateri se tukaj navajajo, nikakor ne držijo, da se predlog proračuna ne sprejme. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Pepelnik, pa potem gospa Farazin. Jaz sem svoje stališče že povedal okoli proračuna na začetku. Dal bi pa predlog, da se ta prvi sklep dopolni, in sicer z dikcijo, tako kot je napisano, z podanimi pripombami iz razprave. Tako da bi bilo potem prvi sklep občinski svet občine Ruše sprejme odlok o proračunu občine Ruše za leto 2023 v prvi obravnavi s podanimi pripombami iz razprave. Hvala lepa za predlog, ki je umesten. Gospa Farazin? Tudi jaz bom proračun podprla, ker verjamem, da bomo v teh 30 dneh sedli skupaj in vse, kar bo dobrega za občane, bom podprla, tako da apeliram tudi na vse ostale, dajmo čim večji meri sodelovati, skupno bomo podprli vse dobre predloge, ki bodo na vseh sestankih, in če bodo predlogi za dobro občanov, potem bom sigurno te predloge podprla, bom pa tudi danes podprla proračun.
Hvala lepa. Še kdo mora biti? Obrazložitev glasu. Če ne, potem predlagam, da gremo na glasovanje in torej damo k temu sklepu te vaše predloge, ki so bili danes tukaj podani, vključno z torej načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem, kar bo potem šlo seveda v drugo branje proračuna. Še vedno je na seji prisotnih 15 svetnikov in svetnic. In predlagam sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Ruše sprejme odlok o proračunu občine Ruše za leto 2023 s podanimi pripombami v prvi obravnavi. Kdo je za sprejem takšnega sklepa? 6 za. Kdo je proti? 8 proti, se pravi, ta sklep ni sprejet, zato tudi ne bomo glasovali o drugem sklepu.